Lepo pozdravljeni na spletnem predavanju Društva revmatikov Slovenije in revije Viva. Povezovala ga bom novinarka Urša Blejc. Raziskave kažejo, da so bolniki z vnetnimi revmatičnimi boleznimi bolj podvrženi krhkosti, izgubi mišične mase in pridobivanju maščob, ter da lahko te procese v velikem delu zavremo z redno telesno vadbo in prehransko podporo. Tu je zelo pomembna tudi vadba za moč. Kakšno moč ima vadba za moč, se vedno bolj zavedamo tudi pri obvladovanju nekaterih drugih kroničnih bolezni. To dobro ve tudi naša današnja predavateljica, kineziologinja in fizioterapevtka Naja Rebec, saj pod njenim strokovnim vodstvom že vadijo tudi različne skupine bolnikov. Pozdravljeni, Naja. Pozdravljeni. Kaj vse je mogoče doseči z ustrezno vadbo, nam bo prikazala v naslednji uri. Na koncu pa bo, kot smo že vajeni, odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Nekaj smo jih že vnaprej prejeli po elektronski pošti, med dogodkom pa jih sprejemamo prek pogovornega okna v Zoomu, kamor jih lahko zapišete. Tako, to je bil uvod za današnje ogrevanje, zdaj pa k glavnemu delu. Naja Rebec, predajam vam besedo in sliko. Tako, vidimo? Vidimo, hvala, kar Evo. začnite. Super. Najprej, da se malo na hitro predstavim. Sem Naja Rebec, sem fizioterapevtka in kineziologinja in sem vodja Rehab Studija, rehabilitacijskega centra, kjer se v bistvu vsakodnevno srečujemo z posamezniki z različnimi bolečinami, boleznimi, poškodbami ali pa si želijo samo izboljšati svojo kondicijo, svojo moč in mogoče celo postavo. Tako da danes bom govorila predvsem o vadbi za moč, kakšna je v bistvu njena pomembnost, kakšne so prednosti in zakaj je dejansko res zelo pomembna, da jo vključimo v naš vsakdan. Najprej bi začela, zakaj je gibanje tako zelo pomembno. Verjetno ste že večino stvari slišali, ampak bi vseeno rada šla z nekim začetnim uvodom, da se malo spomnimo, pa da res mogoče pridemo tudi do tega zavedanja, kako zelo pomembno je gibanje. Torej najprej je to preventiva pred kroničnimi boleznimi. Vemo, da v bistvu gibanje nam pomaga tako vzdrževanje telesne teže in drže, kar pomeni, da nam po eni strani tudi ščiti pred pojavnostjo mogoče debelosti ali pa celo diabetesa tipa 2. Ščiti nas lahko tudi pred srčno-žilnimi boleznimi, pred holesterolom, pred pritiskom, seveda je nekaj tudi dedno, nekaj genetskega vpliva, ampak vseeno z zadostnim gibanjem lahko zelo veliko pripomoremo tudi k temu. Potem kot drugo je upočasnjevanje napredovanja že prisotnih kroničnih avtoimunih bolezni. Danes vemo, da bomo govorili tudi nekaj o revmatičnih vnetnih bolezni, tako da v bistvu neka redna telesna vadba, ki vključuje tudi vadbo za moč, lahko prinaša zelo veliko prednosti, kar se tiče kroničnih bolečin, vnetnih procesov, funkcionalnosti telesa in v bistvu vsakodnevnega počutja. Naprej je v bistvu lahko to naša zaščita pred poškodbami in bolečinami. Torej, če imamo mi močne mišice, dobro stabilizacijo sklepov, lepo držo, delamo tudi nekaj na našem ravnotežju, nas to lahko dejansko zelo ščiti pred morebitnimi padci in drugimi poškodbami. Hkrati pa se z vadbo lahko učimo nekega kontroliranega gibanja in boljšega zavedanja telesa, kar nam seveda pomaga pri temu, da nas zaščiti pred raznoraznimi poškodbami. Če imamo mi boljšo kondicijo, če smo mi redno telesno aktivni, imamo posledično tudi višjo raven energije. To mogoče predvsem pri kakšnih začetnikih je zelo nejasno, ker ti na začetku v začetnem obdobju, mogoče par tednov ali pa kakšen mesec, je res mogoče tisti občutek, da smo malo bolj utrujeni, malo bolj izčrpani, zato ker smo začeli z nekim dodatkom našemu vsakdanu, ki v bistvu zahteva od nas neko energijo in neko delo. Tako da na začetku pri gibanju smo lahko malo bolj utrujeni, če gledamo posplošeno, ampak ko pa mi v bistvu osvojimo to rutino in to postane v bistvu naš del vsakdana, to posledično vpliva na to, da imamo
imamo dejansko višjo raven energije skozi dan in se lažje soočamo z vsakodnevnimi izzivi, aktivnostmi in tako naprej. Ker pri gibanju pride tudi do boljše prekrvavitve, do boljšega delovanja vseh sistemov v našem telesu, tukaj se dotaknemo tudi naših možganov, izboljšajo našo prekrvavitev, več kisika pride v možgane in zaradi tega tudi lahko pripomoremo k boljši koncentraciji in višji delovni učinkovitosti na delovnih mestih. Navsezadnje vplivamo tudi na duševno zdravje. Vemo že, da ko nekaj dobrega naredimo ali pa ko gremo na kakšen hrib ali pa na kakšen dolg sprehod ali pa da nekaj v bistvu potelovadimo, se na koncu ponavadi dobro počutimo, predvsem psihično, ker smo nekaj dobrega naredili. In to je zato, ker se v bistvu v našem telesu začnejo sproščati taki endorfinčki, torej hormoni sreče, ki vplivajo na naše dobro počutje, na duševno zdravje in konec koncev tudi samozavest. Rada bi poudarila, da v bistvu ni pa pomembno samo gibanje, pomembno je pa tudi kakšno gibanje. Torej vsaka vrsta aktivnosti ima svoje prednosti in to se bomo tudi v nadaljevanju malo dotaknili, tako da boste tudi videli, kakšna je razlika med aerobno aktivnostjo, med vadbo za moč, vadbo za gibljivost in zakaj je v bistvu vse to zelo pomembno, da vključimo v naš vsakdan. Torej naš cilj mora biti, da zavestno sprejemamo gibanje kot del našega življenjskega sloga. Rada bi se dotaknila tudi najnovejših priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Vsako leto se mogoče to tudi malo posodablja, ampak vseeno, kar se tiče nivoja telesne aktivnosti, približno ostaja na isti ravni, se ne celo, da so zahteve vsako leto oziroma vsake nekaj let celo malo višje. Tukaj bi rada poudarila, da priporočila veljajo popolnoma enaka tako za ljudi, ki imajo mogoče kronične avtoimune vnetne bolezni, kot tiste posameznike, ki nimajo drugih težav. Pri otrocih so zahteve mogoče majčkeno višje, ampak za vso ostalo odraslo populacijo so priporočila popolnoma enaka. Tukaj pride samo do razlik v tem, da nekdo, ki je mogoče malo manj telesno pripravljen ali pa ima določene omejitve, bolečine, vnetja, seveda se temu primerno prilagaja tudi sama intenzivnost in vrsto aktivnosti, kar pa ne pomeni, da mora ta posameznik trenirati oziroma gibati manj. Kar Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, je, da vsaka aktivnost šteje, torej vse je boljše kakor nič. Se pa tukaj razcepi v aerobno aktivnost in vadbo za moč. Mi se dostikrat srečamo tudi, ko posamezniki pridejo k nam v studio, ko jih vprašamo, koliko so približno telesno aktivni, marsikdo reče, ja, jaz sem pa ful aktiven, 5-krat, 6-krat na teden hodim v hribe, potem kdaj grem tudi na sprehod s psom, naredim kakšno raztezno vajo, ampak sem zelo veliko na nogah. To pa v bistvu ni dovolj, ne, ker če v bistvu tule pomislimo, kakšna je to vrsta aktivnosti, tukaj govorimo predvsem samo o aerobni aktivnosti, kar je seveda super, ampak manjka v tem urniku tudi vadba za moč. Kaj smo mi naredili dobrega za naše mišice, za naše sklepe, kakšna je naša funkcionalnost, kako naredimo počep, ki ga praktično delamo vsak dan v našem življenju. Tako da je zelo pomembno, da tudi te stvari ločimo in da vzamemo vsako vrsto aktivnosti in jo dodamo v našo rutino. Torej pri aerobni aktivnosti Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da aerobno moramo biti aktivni nekje od 150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti ali pa od 75 do 150 minut intenzivne aktivnosti aerobne na teden, kar pa spet ni tako zelo malo. Toliko pa, da zdaj vam bom znala razložiti, kakšna je razlika med zmerno telesno aktivnostjo in visoko. Ni to, da rečem, okej, zdaj kolesarjenje je visoko, tenis je pa nizko, ampak se to meri v procentih maksimalnega srčnega utripa. Zato, ker za vsakega posameznika je lahko popolnoma drugače. Nekomu bo visoka intenzivnost že hitra hoja lahko, nekomu bo pa hitra hoja zmerna ali celo zelo nizka telesna aktivnost. Zato se moramo tukaj malo osredotočiti na v bistvu naš srčni utrip.
Pri zmerni aerobni telesni aktivnosti je srčni utrip mora biti nekje 60 do 70% maksimalnega srčnega utripa. Torej, če dam primerjavo, da je naš maksimalni srčni utrip 190, bo zmerna telesna aktivnost nekje tam od 115 do 130 srčnega utripa in ta aktivnost mora trajati vsaj nekje 30 minut, da se začnejo te učinki te vadbe zares pol poznati. Pri visoki intenzivnosti je pa to malo višje, torej govorimo potem že 70 do 80% maksimalnega srčnega utripa, kar bi bilo tukaj lahko že tam 150, 160, mogoče celo 170 srčnega utripa. Zdaj, večina ljudi ne vemo točno, koliko je naš maksimalen srčni utrip, lahko si pa z eno preprosto enačbo okvirno izračunamo približno, koliko bi mogel biti naš maksimalni srčni utrip in si glede na to, potem, če imate pametno uro, lahko tudi, ko nekaj telovadite, ko nekaj gibate, spremljate vaš srčni utrip in vidite, ali ste v zmerni telesni aktivnosti ali ste v visoki telesni aktivnosti. Ta enačba je, da si lahko izračunamo 220 minus leta. Torej, če imamo, ne vem, 50 let, 220 minus leta pomeni to, da imamo 170, 170 je nekje naš maksimalni srčni utrip in potem izračunamo, koliko bi bilo to, ne vem, 50% ali pa potem 70%. Okej, ko zaključimo z aerobno vadbo, imamo potem tukaj še vadbo za moč, ki je priporočljiva, da jo izvajamo vsaj 2-krat tedensko za vse večje mišične skupine. Tukaj ni nujno, da zdaj moramo 2-krat na teden po 60 minut delati vadbo za moč, lahko je tudi 30 minut, mogoče celo 20 minut, če imamo res dobro sestavljen trening. Pomembno je pa, da vključujemo vse mišične skupine. Kaj to pomeni? Da je zelo dober trening ta, kjer vključujemo osnovne gibalne vzorce. Potem jih bom tudi predstavila, kateri so, ampak to so take vaje, kjer vključujemo celo telo, na primer pri počepu niso aktivne samo sprednje stegenske mišice, ampak pri počepu delajo sprednje stegenske mišice, zadnjica in cel naš trup, hkrati pa tudi hrbtne mišice, da lahko vzdržujemo neko optimalno telesno držo pri samem počepu in pa seveda tudi stabilizatorji naših gležnjev, da nas držijo v ravnotežnem položaju. To je nekakšna vaja funkcionalna, katera je smiselna, da jo vključimo v naš trening za moč. Zakaj pa je pomembno, da jo 2-krat na teden ujamemo? To je pa zato, ker če imamo samo enkrat na teden, potem ima telo čas zelo dolgo, da se regenerira in postavi nazaj v prvotno stanje, kar pomeni, da ne dajemo dovolj velikega stimulusa na mišico, da jo prisilimo, da postane močnejša in da se prilagodi temu, da jo mi redno obremenjujemo. Potem pri starejših je pomembno, da se v treningi ali za moč ali pa v aerobni trening ali pa samo v ogrevanje dodaja tudi kakšne vaje posebej za ravnotežje, kar lahko pripomore k temu, da preprečujemo padce in druge poškodbe. Svetovna zdravstvena organizacija pripomore tudi to, da manj sedimo in že, če naša služba na primer zahteva od nas, da 8 ur na dan sedimo, da temu primerno dodajemo tudi kakšne aktivne odmore, večkrat vstanemo, se malo pretegnemo, naredimo par korakov, tako da vsaj malo upočasnimo te negativne posledice sedenja. Zdaj pa, če želimo še dodatne koristi za naše telo, pri aerobnih aktivnostih, če dvignemo to še malo nad 300 minut, je še toliko boljše. Okej, zdaj pa, če se osredotočimo na vadbo za moč in stabilizacijo. Zdaj, vadba za moč je najbolj pomembna za naše mišice in za naše sklepe. Pri revmatskih obolenjih je to seveda še toliko bolj pomembno, ker so prisotna vnetja v sklepih, temu tudi primerne artroze, bolečine in tako naprej. In močne mišice so tiste, ki dejansko razbremenijo naše sklepe in jim odvzamejo nekaj tiste obremenitve med našim gibanjem, med našo hojo in vsakodnevnem življenju. Tako da močne mišice nas dejansko ščitijo in pripomorejo k temu, da pride do artroz in obrab in drugih poškodb kasneje, kot bi sicer.
Seveda, če imamo dobro medmišično koordinacijo, če mišice so navajene delati in so aktivne, naše telo je bolj stabilno, in dejansko je potem naše gibanje veliko bolj kvalitetno in funkcionalno. Ena zelo pomembna stvar je pač tudi pri povečevanju kostne gostote. Zdaj, kostno gostoto mi pridobivamo do nekje 25. leta starosti največ. Torej, za otroke je zelo pomembno, da jih spodbujamo pri tem, da tečejo, da skačejo. Nič ni narobe, tudi če padejo, ker pri teh padcih, udarcih, skokih pride do takih mikropoškodb v kosteh zaradi udarca in obremenitve, ki da kostem stimulus, da postane močnejša in s tem se krepi kostna gostota. Ampak tudi po 25. letu starosti lahko mi pridobivamo na kostni gostoti in lahko nekaj naredimo na tem. Tudi če smo jo izgubili in imamo mogoče osteopenijo, še vedno lahko z vadbo za moč izboljšamo kostno gostoto in so naše kosti dejansko močnejše. Zdaj, to pa delamo z vadbo za moč. Ko delamo mi vadbo za moč, ko izvajamo takšne vaje, pride do kontrakcije mišice in ko ta mišica se aktivira, daje majhen pritisk oziroma lahko tudi malo večji pritisk na naše kosti. In ta pritisk je ponoven ta stimulus, da se kostna gostota začne krepiti in jačati. Potem z vadbo za moč pripomoremo k hitrejšemu metabolizmu. Vemo, da če imamo več mišic, smo lahko mičkeno celo težji, ampak ne na račun maščobe, lahko tudi na račun mišic. In tudi naše mišice porabijo bistveno več energije, kot če imamo mi samo maščobo in so naše mišice šibke. Kar pomeni, da bomo mi imeli večjo porabo energije v samem mirovanju, ne samo med telesno vadbo, in naše telo bo potemtakem rabilo mičkeno več energije, torej mičkeno več vnosa, malo več hrane. Potem boljša drža in večja funkcionalnost. Mi se čez celo življenje borimo proti gravitaciji. Gravitacija nas vleče proti dol in če so naše mišice vedno bolj šibke, bo naše telo se vedno bolj upogibalo, vedno bolj bomo puklasti in mišice ne bodo dovolj močne, da nas držijo pokonci. Tako da, če bomo mi delali na tem, da bomo imeli močne mišice in da bomo krepili tudi tiste mišice, ki so odgovorne za našo telesno držo, bomo ohranjali lepšo in optimalno držo bistveno dlje časa, mogoče tudi celo življenje. No, in moč kot zaščita pred bolečinami, kot sem že prej omenila, pri raznoraznem dvigovanju, pri vsakodnevnih aktivnostih ali pa med samim treningom, če imamo mi dobro stabilizacijo, močne mišice, zavarujemo naše sklepe. Tukaj bi rada razbila v bistvu en mit. Marsikomu, ko omenimo vadbo za moč, še dandanes je dostikrat to, da ne, vadba za moč pa ni za mene, to je treba velike uteži dvigovati, jaz bom ratala zelo napihnjena, mišice mi bodo zrasle, bom ko en bodybuilder. In tukaj bi rada šla počasi, da tole malo razbijam in da obrazložim, da vadba za moč dejansko ni samo dvigovanje težkih uteži. Pravzaprav pri začetnikih je vadba za moč popolnoma z lastno težo. Torej, mi že svojo lastno težo lahko izboljšamo moč naše mišice, izboljšamo stabilizacijo in ne rabimo dvigovati popolnoma nobene uteži. Seveda potem, ko mi malo napredujemo, počasi, glede na naš napredek, dodajamo tudi kakšne pripomočke, kakšno elastiko, lahko utež, lahko delamo kakšno vajo tudi na napravi. Ampak ja, vadba za moč pomeni, da mišico izpostavimo takšni obremenitvi, da mora ustvariti silo. In to ni vedno nujno, da mi moramo dvigovati 100-kilske uteži. Torej, za začetnika je lahko že vstajanje iz stola učinkovita vadba za moč. Mogoče nekdo, ki ni delal nikoli na krepitvi mišic in je mogoče mičkeno starejši, že to, da se bo 10-krat vstal iz stola, pa nazaj usedel kontrolirano, bo lahko že konkretno čutil svoje stegenske mišice in če bo to delal redno, se bodo mišice tudi malo okrepile. In potem, ko to rata lahko, napredujemo potem naprej.
Torej, zakaj je vadba pri revmatičnih bolnikih nujna? Povedala sem že prej, no, kakšne so prednosti vadbe za moč. Tukaj bi predvsem rada poudarila to, da marsikatera zdravila, ki jih revmatični bolniki morajo jemati oziroma jih jemljejo, da olajšajo svoje simptome, pospešujejo izgubo mišične mase in pospešujejo osteopenijo in osteoporozo, kar pomeni izgubo kostne gostote. In kot sem prej nekaj slajdov nazaj omenila, je vadba za moč prav tista in edina praktično, ki pripomore in zaustavlja to izgubo, ter nas ohranja močne in ohranja lahko tudi kostno gostoto. Seveda nas lahko ohranja dlje časa funkcionalne, torej da ne naša funkcionalnost peša in da lažje na primer nesemo vrečko iz trgovine, lažje dvignemo škatlo in jo prenesemo. V glavnem lažje delamo različne stvari in z vadbo za moč lahko pripomoremo tudi k boljši gibljivosti, ker so mišice tiste, ki potegnejo sklep v večje obsege giba. Kaj pa vadba za gibljivost? No, zdaj smo pa še pri gibljivosti. Pri revmatskih obolenjih vem, da je zelo velika problematika ravno ta jutranja okorelost, ki lahko traja kar nekaj časa in je redno tudi prisotna. In tudi raznorazni vnetni procesi seveda pripomorejo k temu, da so sklepi bolj togi, bolj rigidni in manj gibljivi. Tako da kot tudi vadba za moč, je tudi vadba za gibljivost pomembna, da probamo sklepe razmigati in jih tudi postavljati v neke končne obsege giba. Seveda ne gremo čez neke hujše bolečine, ampak včasih vseeno moramo vztrajati pri ponavljanju določenih gibov, zato da se čez čas tudi ta gibljivost v posameznih sklepih izboljša. Pomembna gibljivost je pa tudi pri vadbi za moč. Na primer, če se osredotočim na primer počepa, če bomo mi zelo slabo gibljivi v naših gležnjih in če bojo naši kolki zelo slabo gibljivi, bo tudi naš počep zelo slabo izgledal in ne bo kvaliteten. In pri tej problematiki bomo tudi zelo težko dodajali kakršnakoli bremena serije ali pa bomo progresirali to vadbo. Tako da je tudi gibljivost pomembna, da bo naša vadba za moč lahko kvalitetna in dobila najboljše učinke na naše telo. Potem imamo pa še aerobno vadbo. Tukaj bi rada povedala, kakšne so pa prednosti aerobne vadbe, predvsem zato, da boste tudi vi razumeli, kakšna je razlika in kako vsaka vrsta aktivnosti vpliva na določene sisteme v našem telesu. Zdaj aerobna vadba izboljša našo kondicijo in pripomore k temu, da imamo več energije čez dan. Če mi, ne vem, redno hodimo ali pa gremo celo v hrib ali pa redno hodimo na kakšne stopnice, hitra hoja in tako naprej, bomo čez čas pridobili na kondiciji in potem neka razdalja ali pa, ne vem, če moramo do našega stanovanja prehoditi 5 nadstropij po stopnicah, to več dejansko ne bo predstavljalo takega problema, kot če bomo mi večino časa presedeli in ne bomo aerobno nič aktivni. Aerobna vadba je tista, ki predvsem poskrbi, da naš srčno-žilni sistem in kardiovaskularni sistem deluje, da pride dovolj kisika v naše telo, da so naše celice preskrbljene s kisikom, da so naše mišice aktivne in mogoče, da znižujemo oziroma preprečujemo visok krvni tlak, in za te sisteme je najbolj ravno ta vadba odgovorna. Tudi učinkovitejša je uporaba maščob, tako da dostikrat rečemo, okej, moram shujšati, moram začeti teči ali pa moram začeti več hoditi v hribe in tako naprej. To je res, da če gledamo 1 uro aerobne aktivnosti ali pa 1 uro vadbe za moč, bo v tisti uri aerobna vadba tista, ki bo porabila več kalorij in s tem bomo lahko prišli hitreje do kaloričnega deficita. Ampak, če pa gledamo pri vadbi za moč, tisto uro mogoče nivo porabljenih kalorij ne bo tako visok, ampak ker bodo mišice bile obremenjene bolj kot pri aerobni vadbi in bojo mogle čez čas se ojačati, se okrepiti, bo čez naš cel dan ali pa celo 2-3 dni naša poraba energije višja, kot če
izvajamo samo aerobne vadbe, ker pri aerobni vadbi bomo porabili toliko kalorij v tisti uri, potem pa se bomo vrnili na neko normalno raven oziroma bomo porabljali energijo toliko, kot smo jo prej. Tako da kombinacija obojega je seveda zelo priporočljiva, pa tudi če želimo shujšati in želimo shujšati na račun maščob in ne na račun mišic, je vadba za moč tista, ki bo pri tem pomagala, da mi te mišice obdržimo, ker bomo dali ves čas dovolj velik stimulus na mišice, da se bodo upirali izgubi, ker bojo mogle te bremena premagovati. Boljši vpliv je na stres, zniževanje kortizola, aerobna vadba je tista, ki nam še bolj prepuca glavo in se še bolj v bistvu sproščajo endorfini, tako da tudi na to ne smemo pozabiti. Zdaj, če strnemo skupaj, kakšna je razlika med vadbo za moč in aerobno vadbo. Torej, vadba za moč je tista, ki gradi naše mišice, ki pripomore k naši stabilnosti predvsem naših sklepov, skrbi za našo držo. Brez tega se pojavljajo bolečine, oslabelost, slabša funkcija in večja obremenitev na sklepe. Zdaj, aerobna vadba je pa tista, ki krepi srčno-žilni sistem, kardiovaskularni sistem, poveča kapaciteto pljuč, izboljša vzdržljivost, tako da smo zaradi tega manj utrujeni, manj zadihani, in imamo boljšo regeneracijo, hkrati pa smo tudi, naše duševno zdravje je še toliko boljše oziroma zaščiteno pred negativnimi vplivi. Torej, kombinacija obeh daje največjo korist, moč za funkcionalnost in preprečevanje poškodb, aerobna vadba pa za zdravje srca, ožilja in tudi naših možganov. Rada bi predstavila vam tudi prospektivno študijo s kontrolno skupino, ki smo jo izvedli 4 leta nazaj. To je bila tudi moja magistrska naloga, ki sem jo izvajala z revmatologom, doktor Alešem Ambrožičem, kjer smo ugotavljali vpliv vadbe na bolnice z revmatoidnim artritisom. Se mi zdi zelo pomembno, ker je to v tej študiji smo se osredotočali predvsem na vadbo za moč in kakšni so njeni učinki, in tudi na podlagi tega smo potem še toliko bolj to začeli poudarjati in tudi s tem projektom nadaljevali. Torej, namen in cilji naše študije je bil, da preizkusimo program telesne vadbe, ki bi lahko pomagal pri zmanjševanju simptomov revmatoidnega artritisa. Preveriti smo že želeli, koliko do sedaj, torej pred vključitvijo v študijo, te bolnice dosegajo minimalne standarde za resno telesno vadbo. Te minimalne standarde sem prej čisto na začetku tudi predstavila. Potem želeli smo preveriti moč, vzdržljivost in gibljivost sklepov bolnic pred vadbo in po 3 mesecih vadbe, ugotoviti morebiten vpliv vadbe na telesno sestavo, ugotoviti, ali vadba vpliva na jutranjo okorelost, torej če so se kaj lažje počutile zjutraj, če je mogoče jutranja okorelost majčkeno manj časa trajala ali pa če je bila manj intenzivna, in pa oceniti vpliv vadbe na aktivnost revmatoidnega artritisa, torej na splošno počutje in na nivo bolečin. Vzorec je bil tako, da to raziskavo smo izvajali med oktobra 2021 in januar 2022. Noter smo vključili 17 bolnic in smo jih ločili v kontrolno in eksperimentalno skupino. V eksperimentalni skupini je bilo 10 bolnic, v kontrolni pa 7, tako da smo tudi lahko potem primerjali po 3 mesecih rezultate ene skupine in druge skupine. Zdaj, pogoj je bil to, da so bile bolnice samo z revmatoidnim artritisom, ne z drugimi revmatskimi obolenji, in pa da so bile stare med 20 in 55 let. Kar je bil še pogoj, je bilo to, da so imele nespremenjeno imunomodulatorno zdravljenje vsaj 3 mesece pred vključitvijo v študijo, torej da se niso vključile pri nekem izbruhu oziroma zagonu bolezni, torej da so imele nekje uravnoteženo bolezen, da so se lahko priključile. Zdaj, kakšen je bil program te raziskave?
program je bil, da smo imeli vadbo 2-krat na tedensko pod kineziološkim vodstvom, torej pod mojim vodstvom v fitnessu, in to za cele 3 mesece. Zdaj ta vadba je trajala po 1 uro in je vključevala različne funkcionalne vaje in pa tudi vadbo na napravah, kjer smo se, kot sem že rekla, osredotočili bolj na trening moči. Potem pa smo dobile navodila bolnice tudi, da so enkrat na teden vadbo za gibljivost in vzdržljivost izvajale vsak teden po enkrat samostojno doma. To smo jih tudi pač naučili, torej katere vaje pa kakšno vadbo, da so potem to lahko samostojno izvajale. Zdaj, na začetku vadbenega procesa smo prve 3 tedne imeli uvajalni trening ekstenzivne bodybuilding metode. To pomeni, da je v bistvu ta ekstenzivna bodybuilding metoda je metoda, ki je primerna bolj za začetnike. Zato, da nismo v bistvu spodbudili preveč vnetnega procesa, da smo postopoma začeli in da tudi ne izgubijo bolnice takoj motivacije, če preveč intenzivno začneš z programom treninga. Tako da so bolnice izvajale 15 do 20 ponovitev na začetku z malo manj obremenitve. Veliko je bilo tudi takih vaj, ki so zahtevale samo lastno težo, in pa kakšne vaje tudi na napravah, ki so bile mogoče malo bolj vodene in niso zahtevale takšne kontrole gibov. Nato pa smo po 3 tednih iz uvajalnega obdobja začeli z intenzivno bodybuilding metodo, kjer smo že dodajali kakšna bremena, seveda individualno prilagojeno, torej nekomu smo dodali malo več, nekomu malo manj, ker vseeno je treba gledati, da pač ne more biti program treninga popolnoma enak za čisto vsakega. Smo pa se osredotočili, da smo potem zmanjšali število ponovitev, kar pomeni, da smo dvignili intenzivnost na račun same obremenitve, ali je to z elastiko, ali je bilo to z bremenom, ali pa na napravi. Torej, po 3 mesecih, predvsem, kar je bilo meni zelo všeč, je bilo to, da so bile bolnice zelo zadovoljne in so želele tudi z vadbo nadaljevati. Ugotovili smo pa, da pred vključitvijo v ta projekt oziroma v to študijo bolnice običajno niso dosegale priporočenih ravni telesne aktivnosti. Torej, že tukaj je bilo vidno, da tudi mogoče bi imele nekatere manj bolečin in manj omejitev, če bi tiste minimalne standarde že pred tem dosegale. Potem smo ugotovili, da po 3 mesecih redne vadbe so izboljšale mišično moč in mišično vzdržljivost. Po redni vadbi so priporočale o boljšem počutju in manjši jutranji okorelosti. Vadba je bila zelo dobro sprejeta, torej, kot sem že na začetku povedala, da so želele nadaljevati. Kar je bilo pa tudi zelo pomembno, je, da kljub temu, da se je kdaj pojavil kakšen muskel fiber, da je bilo na začetku mogoče malo težje, ker je bil seveda ta začetek, pri laboratorijskih rezultatih ni pokazalo nobenih signifikantnih sprememb v aktivnosti revmatoidnega artritisa oziroma ni se dvignilo noben parameter vnetja. Hkrati pa, kot sem že rekla, se je izboljšala in moč in počutje in manjša jutranja okorelost. Tako da smo v bistvu imeli zelo, zelo lepe rezultate in na podlagi te raziskave smo potem se tudi začeli sodelovati z Društvom revmatikov Slovenije in smo sestavili 3 aktivne skupine po 10 bolnikov. Ena skupina sestavlja majčkeno starejšo populacijo z revmatično polimialgijo in pa 2 skupine z delovno populacijo z različnimi revmatskimi obolenji in v bistvu zdaj teče že 4. leto, kjer so te skupine v bistvu že sestavljene in pridno telovadijo v našem studiu in imajo zelo, zelo dobre rezultate. V bistvu mislim, da bi bili kar zelo presenečeni, tudi starejša skupina, kako že pridno telovadi in z utežmi in na napravah, kar bi marsikateri tudi že mogoče pri 25 letih imel težavo in se počutijo zelo super, tako da vse pohvale tudi vsem tem skupinam. Okej, zdaj nadaljevala bi z individualno prilagoditev vadbe. Tukaj bi rada poudarila, da morate biti pozorni, vodene vadbe so super, ampak vseeno je treba paziti, ker vsak potrebuje mogoče majčkeno drugačno obremenitev ali pa kakšno prilagoditev vaje.
upoštevati je treba aktivnost bolezni, upoštevati je treba bolečino, ali je prisotna oteklina, ali je mogoče posameznik tisti dan bolj utrujen, neprespan, in je pač te stvari treba upoštevati. Torej ne samo same diagnoze, ampak tudi sam posameznik in njegovo počutje. Zdaj prilagajamo lahko, kakšen je obseg giba, kakšna je obremenitev, koliko število ponovitev naredi, kakšen imamo tempo. Torej variacije veliko in to vam želim povedati, zato da boste vedeli, da vadba za moč je primerna popolnoma za vse, samo ne mogoče ista vrsta oziroma ne mogoče isto sestavljen trening in ne iste obremenitve in ne iste tempo in iste serije in tako naprej, ampak pač vsak potrebuje neko svojo variacijo. Zdaj tukaj bi dala tudi en primer, kako se lahko prilagodi. Na primer, nekdo nima najboljše tehnike počepa, ima zelo šibke mišice in pri počepu mu vleče kolena navznoter. Tukaj je najboljše, da začnemo v bistvu počep s tem, da se pacient oziroma pač posameznik usede na stol in vstane iz stola. In tukaj gledamo, da proba res kvalitetno držati kolena narazen, aktivira vse mišice, katere poudarjamo, in ko naredi 10 ponovitev, 15 ponovitev in ko to dela 2 tedna, 3 tedne in to postane že lahko potem tukaj nadgrajujemo s tem, da proba mogoče brez stola, da proba sam zadržati ta položaj primeren in tako naprej. Potem pri bolnikih z revmatoidnim artritisom vem, da je dostikrat težava z malimi sklepi dlani, zapestji, in mogoče marsikdo ne more samih sklec delati ali pa plenkov na dlaneh. Tukaj si je pač potem potrebno prilagoditi vajo, da ima mogoče možnost kakšnih ročk, da spremenimo prijem, da ni take obremenitve na zapestje ali pa da dela sklece na nekem drogu, kjer je spet malo drugačen prijem in manjša obremenitev na sklep. Potem lahko spreminjamo, ali dela posameznik vajo stoje ali mogoče leže, za iste mišične skupine, spet odvisno od kakšno nivo kondicijske priprave oziroma kako je pripravljen in kakšne ima omejitve, bolečine, otekline in tako naprej. Potem pri bolnikih z ankilozirajočim spondilitisom je velikokrat problem ta zakostenitev hrbtenice in pri marsikomu se že pojavljajo tista odstopanja pri pomiku vrata glave naprej, in ko se uležejo na hrbet, marsikdo ne more potem spustiti glave popolnoma na tla. Tukaj je treba spet potem prilagoditi, da lahko izvaja vaje na hrbtu, tako da mu damo kakšen polšter pod glavo, da lahko tudi vrat normalno počiva in ni v zraku. Potem tudi, na primer, če ima nekdo bolečo ramo in sami premiki roke zelo bolijo, mi pa hočemo vseeno krepiti mišice, se tukaj lahko osredotočimo na izometrične vaje za krepitev mišic, kaj pomeni izometrično. Izometrično pomeni, da mi aktiviramo mišico, brez da dejansko premikamo sklep. Tako da sklep pustimo pri miru in, ne vem, plenk je en tak primer izometrične vaje, da se mi postavimo v položaj, držimo desko in v bistvu ne prihaja do drugih premikov, ščitimo sklepe, hkrati pa krepimo mišice. Za ramo tudi obstajajo take vaje, na primer, da si damo pilates žogico, jo postavimo ob steno, mi se bočno postavimo na steno in potem komolec potiskamo v pilates žogico, aktiviramo mišico, hkrati pa roke ne dvigujemo. To je tudi mogoče v sami rehabilitaciji, ki jih mi izvajamo, neka popolnoma začetna faza rehabilitacije, ko je tkivo in sklepi, ko so še zelo občutljivi, razboljeni, se potem začnemo z nekimi takimi izometričnimi vajami, ki jim potem sledijo šele vaje, kjer prihaja do samega gibanja. Torej, ključno je, da občutljiv sklep ne pomeni brez vadbe, ampak samo zahteva mičkeno drugačno vadbo. Torej, progresija in pogostost vadbe, veliko sem to že v bistvu povedala, no, vadba za moč se ne začne s težkimi utežmi, začnemo z lastno težo, osnovnimi gibi in lažjimi različicami vaj. Pri začetnikih se osredotočamo na to, da se res naučijo osnovnih gibalnih vzorcev, osnovne
v bistvu kontrole gibanja in pa tudi aktivacije pravih mišic, da vejo, kaj morajo čutiti, kako aktivirajo prave mišice in kako vzdržujejo to aktivacijo. Šele ko to osvojimo, začnemo potem z težjimi variacijami vaje, dodajanjem bremen in tako naprej. Kot sem že pri poročilih povedala, dobro pa je, da vedno začnemo z 2-krat tedensko vadbo, ki jo potem lahko tudi nadgrajujemo na 3-tedensko, 4-tedensko, tudi 5, če ste res zelo, zelo pridni in aktivni. Pri revmatičnih bolnikih pa progresijo uvajamo nekoliko počasneje, da ne preobremenimo tkiv in ne poslabšamo simptomov. Okej, zdaj 3 stopnje progresije pri vaji za moč, bom šla samo na hitro čez, da si malo predstavljate. Prva stopnja je torej učenje gibanja, kontrole, aktivacije mišice. Več vaj poskušamo z lastno težo, naredimo malo manj serij, malo več ponovitev, počasna kontrolirana izvedba. Potem iz tukaj gremo na 2. stopnjo, kjer dajemo nadzorovano obremenitev, se lahko igramo zmanjšujemo ponovitve, s tem, da povečujemo bremena, povečujemo število serij, in povečamo čas pod obremenitvijo. Še vedno pazimo na tehniko in toleranco sklepov. Potem imamo pa potem 3. stopnjo, funkcionalna moč, torej tukaj pa že lahko kombiniramo delo, ne vem, roke pa ohranjanje ravnotežnega položaja na eni nogi. Imamo že malo bolj kompleksne, malo bolj zakomplicirane funkcionalne vaje, kjer zahteva večjo koncentracijo, večjo medmišično koordinacijo, hkrati se seveda igramo z bremeni, dolžino, samim tempom med izvajanjem ponovitev in tako naprej, torej že bolj zahtevne variacije vaj, je pa seveda progresija individualna. Potem previdna progresija, tukaj še, kakor sem že prej omenila, pri revmatičnih bolnikih običajno napredujemo nekoliko počasneje, ker želimo boljšo toleranco tkiv in manj nepotrebnega poslabšanja simptomov. Vemo, da revmatski bolniki res ne rabijo še dodatnega vnetja v telesu, tako da se, kolikor se le da, se probamo izogniti muskelfibrom. Seveda ni nič narobe, vedno bo kdaj prisoten tudi muskelfiber, ker pač to tako je, kdaj, ko probamo kakšno novo vajo, je malo večja obremenitev in pač pride do muskelfibra, vseeno pa mi kot trenerji moramo paziti, da ta muskelfiber ni prevelik in ne spodbudi prevelikega vnetja v njihovem telesu. Ker zelo pomembno je, da če si dober kineziolog, trener ali pa tudi, če sam dobro progresiraš vaje in treniraš sam, ne sme vam biti cilj, da dobite vedno muskelfiber, ampak da v bistvu napredujete v ponovitvah, v dodajanju bremen, v variacijah vaj, brez nepotrebnega visokega muskelfibra, ki potem sledi. Tako da lahko vedno okrepite mišice, naredite tudi na mišični masi, vedno težje vaje izvajate, brez da bi ves čas bil prisoten muskelfiber. Tukaj bi v bistvu pravilno pobiranje in nošenje stvari, vadba za moč vam bo pomagala pri tem, da boste znali pravilno dvigovati uteži, pravilno nositi stvari, če greste mogoče iz trgovine, zato ker to so v bistvu temeljne vaje, ki se izvajajo pri vadbi za moč. Tako da vedno se poudarja, da se ohranja nevtralno hrbtenico, da se aktivira globoke, stabilizacijske mišice, da se pravilno pobirajo torej stvari iz tal. In to se učimo tudi pri vadbi za moč, kajti ne moremo dvigovati različnih bremen ali pa izvajati različnih vaj, če teh osnovnih gibalnih vzorcev nimamo poštimanih. Tako da vam izboljša neko funkcionalnost v vsakodnevnem življenju in lahko mogoče iz vrečke boste čez nekaj časa kupili malo več stvari in pač jih nosili lažje, do svojega stanovanja, do svojega doma. Tudi zelo pomembno je pri samemu, nošenju na primer nahrbtnika, vedno, ko nosimo stvari, ko nosimo bremena, imejte v mislih, da mora biti to breme vedno čim bližje vašemu telesu, tako da je težišče čim bližje, jedru telesa. Tako da ne dajemo nepotrebnega dodatne obremenitve na našo hrbtenico, ampak da je to čim bližje telesu in je ta v bistvu obremenitev minimalna.
Torej, osnovni gibalni vzorci, kateri so? To so v bistvu osnovni gibi, ki se tudi na začetku pri vadbi za moč poslužujejo, in tudi ko mi zelo napredujemo pri vadbi za moč, še vedno te osnovni gibalni vzorci so tista osnova, iz katere prihajajo potem različne variacije vaj. Sem spadajo počep, hip hinge, oziroma nekateri boste mogoče to gibanje poznali kot mrtvi dvig ali pa good morning gib, torej da gremo z boki nazaj, oziroma da naredimo predklon, ko želimo nekaj pobrati iz tal, s tem, da pri tem ohranjamo nevtralni položaj hrbtenice in se gibanje predvsem izvaja v kolkih in ne v sami hrbtenici. Potem imamo potege, imamo horizontalne potege, vertikalne potege, raznorazne potiske, torej ko želimo zaloputniti vrata, ko želimo zapreti hladilnik, in vertikalni potiski, ko želimo nekaj postaviti gor na polico. Torej vsi ta gibanja so iz našega vsakodnevnega življenja. Potem raznorazne vaje z vzorcem hoje, torej razni poskoki, stopanje na step, stopanje na boks, izpadni koraki so vedno neka imitacija hoje oziroma vzorca hoje in hkrati krepitev, teh mišic, ki pri tem tudi pomaga, da tudi lažje mogoče gremo v hrib. In raznorazne rotacije, na primer, ko se v avto želimo pripeti, se seveda obrnemo, naredimo rotacijo in da so v bistvu naši sklepi dovolj gibljivi in dovolj močni, da tudi potegnemo tisti pas čez naš trup, ali pa kakšno drugo breme. Okej, torej kot zaključek, bi pa rada še v bistvu malo strnila vse, kaj smo danes govorili. Torej glavna sporočila tega predavanja so, da vadba pri revmatičnih bolnikih in na splošno pri vseh posameznikih ni le varna, ampak je zelo pomembna. Vadba za moč ni, rezervirana samo za mlade, zdrave ali športnike. Moč je temelj funkcije, stabilnosti in seveda samostojnosti tudi na starejša leta. Vadba pomaga tudi pri ohranjanju mišic in kostne mase. Posebej pomembna je pri tveganju za sarkopenijo in osteopenijo oziroma osteoporozo, kar jih določena zdravila pri revmatskih obolenjih seveda pospešujejo. Ključ do uspeha je prilagoditev posameznikov, ali si to prilagajate vi sami ali vam to prilagaja trener. In pomembno je, da začnemo preprosto, napredujemo postopno in ostanemo dosledni pri vadbi za moč, če želimo res tiste ključne učinke in, v bistvu prednosti, pridobiti v svoje telo. Tako, To je zdaj, bilo to iz, začetnega teoretičnega dela. tako, zdaj pa k našim vprašanjem, kar nekaj smo jih že prejeli vnaprej, pa mogoče Okej. začnemo kar s tistimi, saj sem vam jih že posredovala, zato ker so nekatera res kar malo daljša, pa ne bom vsega prebrala, ampak ste dobili v bistvu podrobna vprašanja. Najprej vprašanje gospe Sanje, ki je podrobno opisala rezultate magnetne resonance. Našteti so zravnana lumbalna lordoza, začetne degenerativne spremembe, to imamo vsi, a ne? Dehidracija diskov in tako naprej, bolečina izseva po desni strani do kolena, poslabša se pri sedenju, pri naglih gibih, pri prisiljeni drži naprej. Gospa ima tudi multiplo sklerozo, prosi pa za kratko usmeritev, če zanjo priporočate kakšne posebne raztezne stabilizacijske vaje ali vaje za moč, a ne? Ali so kakšne posebne primerne, ali je to vse to, kar ste zdaj našteli, potem ali naj se čemu izogiba, in pa ali imate mogoče, priporočate kakšne video vaje za njen primer. Medtem ko čaka na pregled pri ortopedu, bo vesela torej navodil za samopomoč. Okej, zdaj v bistvu, kar se tiče hrbtenice, raznoraznih sprememb, degenerativnih sprememb, marsikdaj magnetna resonanca lahko tudi pokaže zelo hude spremembe, pa ni nujno, da bo imel pacient tudi tako oteženo življenje in take močne simptome, tako da vedno moramo vsakega posameznika preverjati,
na podlagi funkcionalnosti in na podlagi simptomov in bolečin, ne samo na podlagi magnetne resonance. Ampak v vsakem primeru, glede na opisane tudi težave in simptome, jaz bi priporočala, da pri hrbtenici je vedno pomembno, da se osredotočamo na krepitev jedra. Torej, to ne pomeni samo površinske mišice, samo tiste navadne trebušnjake, ampak je pomembno krepiti mišice od spodaj, torej mišice medeničnega dna, da se osredotočimo na našo diafragmo, ki je naša dihalna mišica, torej naredimo kakšno dihalno tehniko, da vključimo v bistvu naše trebušne mišice, torej diafragmo, ne samo, da dihamo z površinskimi pomožnimi dihalnimi mišicami tukaj zgoraj. Te dihalne tehnike lahko pomagajo v bistvu sproščati simptome in razbremenijo kakšne napetosti. In potem seveda, da krepimo steznik vse okrog in okrog. Torej, učenje aktivacije same muskulature, kakšne vaje mrtvi dvig, leže na hrbtu, da je hrbtenica zavarovana, razbremenjena. To se da dobiti tudi na internetu, ogromno teh vaj začetnih, kot so neki bird dogi oziroma tej mrtvi hrošči, kot neka začetek krepitve samega jedra, ker te mišice so najbolj pomembne pri zaščiti hrbtenice. Tako da absolutno bi začela s tem in pa tudi te raztezne vaje, kakor sem videla, pač je omenila, da ji določene raztezne vaje malo razbremenijo in malo pomagajo. Tako da če nekaj pomaga in zmanjša simptome, absolutno bi s tem nadaljevala. Edino pomembno je, da ne poskušate raztegovati iščadnega živca, če imate v bistvu če ima gospa simptome po zadnji strani noge navzdol, ker ponavadi raztegovanje tega živca ljudem oziroma živcu ne ustreza. Tako da to so raznorazni ti predkloni, ki se mi hočemo naprej nagibati. V tem primeru bi rajši svetovala za tehniko nerve flossing, to je v bistvu nitkanje živca. Če si lahko pogleda potem mogoče tudi na internetu, bo dobila za iščadni živec, je v bistvu kot neko nitkanje živca, zato da se malo ta napetost razbremeni v ledvenem delu hrbtenice. Drugo, kar bi pa jaz svetovala, je hoja. Hoja deluje blagodejno na hrbtenico, boljše je večkrat pomalo, kakor enkrat predolgo. In pa se izogibati prisilnim držam, torej čim manj sedenja, ker je gospa tudi omenila, da v bistvu, ko se pri nagibu v WC-ju, ko sedi in tako naprej, je pač stanje slabše, torej to govorimo o nekih teh izključenih položajih, torej da je čim manj tega in pa da poskrbi, da ponoči, ko spi, da ima pravilne položaje spanja, torej na boku, polšter med koleni, da poravna lepo hrbtenico, če spi na hrbtu, da da polšter pod kolena, da ponovno razbremeni hrbtenico in tako naprej. Še zadnje, kar je teh video vaj, seveda so dobre tudi video vaje, ampak glede tudi na multiplo sklerozo in na stanje v hrbtenici bi močno svetovala prvo seveda obisk ortopeda in pa kakšnega strokovnjaka ali kineziologa ali fizioterapevta, da tudi preveri, ali vaje izvaja pravilno, ali zna pravilno aktivirati mišice in potem od tukaj naprej, ko se te osnovne stvari osvoji, da potem sama nadaljuje doma tudi z video vajami. Hvala, to je bil res izčrpen odgovor in natančen. Naslednje vprašanje pa je povezano z menopavzo. Gospa opaža, da ima v bistvu od menopavze naprej več različnih bolečin v vseh mišicah in sklepih, izrazitejše so ponoči in tako močne, da tudi zelo slabo spi. In si poskuša pomagati tako, da hodi na vodene vadbe in fizioterapijo, masaže, jemlje tudi nekatere prehranske dodatke, zanima pa jo, ali svetujete še kaj. Zdaj pri menopavzi, ta padec estrogena je dostikrat povezan tudi s tem, da se pač pojavijo določene bolečine v mišicah, sklepih in tako naprej, ampak običajno v nekem določenem času bi to počasi moglo se normalizirati in izzveneti. Zdaj, če to ne popusti in so težave tudi ponoči, bi mogoče svetovala obisk ginekologa in to, da se razišče, ali je mogoče vzrok tega še kje drugje in ne samo menopavza oziroma upad teh hormonov. Drugače pa
Zdaj, za vodeno vadbo sicer ne vem, kakšna je to vodena vadba, na kakšen način, ali je to bolj aerobna, ali je to bolj vadba za moč, in pa če je dovolj kontrolirana, bi pa v vsakem primeru tukaj svetovala, da se poslužuje vadbe za moč, mogoče kakšno ekstra uro s kakšnim kineziologom vzeti toliko, da preveri svoje vzorce, osnovne gibalne vzorce, da bo znala od tukaj naprej, in pa glede na to, da so izrazitejše težave ponoči, da poskrbi za te položaje spanja, kot sem jih prej tudi razložila, no, da proba najti čim bolj razbremenljiv položaj telesa, no, ponoči. Pa še mogoče kakšno večerno rutino za malo razgibavanja, kakšne vaje za mobilnost, pa kakšna vaja za gibljivost lahko blagodejno vpliva na ponoči, da lažje spimo, pa da je malo manj bolečin. Tako. Zdaj pa k enemu vprašanju iz četa, da ne bomo samo teh na elektronski pošti. Gospa Ana ima fibromialgijo, redno telovadi, ampak ji je zelo težko delati vaje za moč, kar te največje bolečine ima v nogah in rokah. Veliko hodi, tudi plava, kolesari. Verjetno vaje z lastno težo niso dovolj, sprašuje, a ne. Poskušala je že dodati intenzivnejše vaje, vendar je imela potem še hujše bolečine. Ja, tukaj bi mogoče poudarila, da nekateri posamezniki rabijo res dalj časa vztrajati pri določeni intenzivnosti, preden stopijo v malo bolj intenzivne, in zelo je tanka meja med tem, da preskočimo v preveč intenzivno, zato ker pri pacientih z fibromialgijo je odziv lahko veliko večji, veliko bolj intenziven, in temu primerno je treba tudi toliko bolj počasne progresije delati. Tako da nič ni narobe tudi, če z lastno težo redno vztraja dalj časa, pa samo malo prilagaja variacije vaje, mogoče da gre iz počepa navadnega na v bistvu počep, tako da da dela enonožen počep, s tem, da druga noga ji še vedno pomaga in jo ima na peti, na primer, in potem iz tega se niža stol, da se usede na stol, dvigne stol, v glavnem variacij je milijon, in progresije se lahko res dela minimalne. Tako da jaz mislim, da je mogoče želela gospa malo vseeno prehitro progresirati vaje, in tudi vaje z lastno težo ni, da niso dovolj. Z lastno težo se lahko zelo dobro okrepi mišice do te mere, da se zaščiti sklepe in da se človek dobro počuti. Tako da ni treba, da v bistvu vsak posameznik pride do tega, da dviguje 15 kilske uteži. Tako, naslednje vprašanje pa je povezano ravno s strahom pred vadbo z utežmi, a ne. Malo smo že prej govorili o tem. Gospa ima revmatoidni artritis in velikokrat zatečene sklepe, dlani in zapestja. Na nekaterih sklepih ima tudi zmanjšano kostno gostoto. Ali je zanjo res v redu vadba z utežmi, ali si lahko s tem sklepe še bolj poškoduje? Ja, je primerna vadba z utežmi, sicer odvisno spet, na kateri stopnji smo, telesne pripravljenosti in moči mišic, ampak tukaj bi rada poudarila še to, da pri revmatskih obolenjih je dobro večji poudarek dajati vajam z odprto kinetično verigo kot zaprto. Zdaj, kaj je to? Zdaj, zaprta kinetična veriga je, da ko mi delamo počep, imamo noge na tleh. In s tem je majčkeno večja obremenitev, na primer na naša kolena. Če pa mi želimo malo bolj obremeniti sprednje stegenske mišice, jih krepiti in s tem razbremeniti same sklepe kolena, je dobro, da se mi usedemo, damo mogoče elastiko na gležnje in iztegujemo koleno navzgor. Torej, da je naše stopalo prosto v zraku, ni vezano na tla in samo stegujemo. S tem v bistvu samo gibamo v sklepu in hkrati krepimo mišico, damo veliko obremenitev na mišico, ampak sklep ne trpi. In tako bi priporočala, da se malo več fokusirate tudi v drugih sklepih, da na primer sklece ne delate direktno na tleh in se odrivate, ampak
da se obrnete, pa mogoče eno utežko, ki ima 2 kilice, pa začnete s tem, pa se dviguje proti stropu gor. In bo veliko manjši odziv samega sklepa, hkrati pa, ko se bo tudi telo malo navadilo, bo v bistvu ta napredek veliko boljši, no. Je pa res, da tisti sklepi, ki so bolj nagnjeni k temu, da zatečejo in odreagirajo, bo spet ta napredek počasnejši in mogoče ne bomo mogli priti do, ne vem, takšnih obremenitev kot pri kakšnem drugem sklepu, kar pa ne pomeni, da ne moramo mi okrepiti mišic. Tako. Nadaljujemo z gospo Blanko, ki sprašuje, kaj lahko naredi sama ob bolečinah na spodnji in notranji strani palcev na rokah in obeh sklepov palcev pri dlaneh. Bolečina ni stalna, bolj na pritisk ali obremenitev. Stara pa je okoli 60 let. Jaz bi začela prvo, da se začne fajn razgibavati sklepe, zato ker to je tudi pomembno pri v bistvu ohranjanju sklepa zdravega. No, tako bom rekla, potem pa začeti počasi krepiti. Zdaj, omenila sem tudi izometrične vaje. Če je sklep zelo boleč, lahko začne s tem, da si mogoče drži palec tako in začne v bistvu, kot da bi želela ta gib narediti, ne, aktivira mišice, pa samo vzdržuje aktivnost v bistvu mišice, brez da bi dejansko gibala v samem sklepu, ne. Tako da lahko si daje upor iz različnih zornih kotov, pa začne krepiti mišice okrog tega palca, hkrati da ogreje pred tem malo mišice, si lahko malček pomasira ali pa malo segreje in potem s tem vztrajati in počasi spet progresirati. Je pa dejstvo, da take stvari rabijo čas. Pri vadbi za moč tudi, da se res pride do nekega bistvenega napredka, mogoče v malih sklepih je prej, ampak tako kot neko celoto, po 3 mesecih se šele začnejo kazati prvi res znaki učinkov tiste vadbe za moč in da res se telo okrepi. Tako da predvsem je treba vztrajati, pa če smo kdaj preterali, pa se kaj razboli, iti kakšen korak nazaj, pa spet od začetka, samo ne prenehati. Tako. Naslednje vprašanje je spet povezano z revmatoidnim artritisom. Ta traja že 25 let. Gospa ima težave s hrbtenico, ima stenozo v višini L4, L5 ter kronično okvaro korenin C5, C6 desno. Imate zanjo še kak dodaten nasvet, poleg vsega, kar smo danes že povedali? V bistvu dosti podobno kot pri prvem vprašanju, no. Kar se tiče hrbtenice, je jedro tisto glavno in tam se vse začne, potem pa dodati še kakšne vadbe za mobilnost kolkov. Kolki so zelo, zelo tesno povezani z ledvenim delom hrbtenice. Tako da dostikrat kakšna slaba gibljivost kolkov je lahko povezana z bolečino v križu. Gospa Marjanca sprašuje, ali je telovadba primerna tudi za bolnike s hernijo? Nujna. 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 Ampak spet prilagojena. Zdaj odvisno je od tega, ali je akutna hernija ali je pač bila prisotna že nekaj časa nazaj. No, nekdo, ki ima hernijo, jo ima celo življenje, ampak zdaj pri akutni fazi je treba malo bolj biti previden, pa kakšne razbremenilne položaje iskati, pa ne toliko biti aktiven, da se to vnetje počasi v bistvu s fizioterapijo, tudi protivnetnimi zdravili pač to umiri. Potem od takrat naprej je pa pač vadba najbolj pomembna pri vsemu, no. Tako da spet krepitev jedra, vaje pač za moč, za mobilnost, tako da ja. Ali obstaja kakšna pomoč za pogosto mravljinčenje in izrazito zategovanje mišic? Sprašuje gospa Nada. Katere vaje so primerne zanjo? Zdaj, če so mišice zategnjene, zakrčene, mogoče tudi kot posledica stresa, vem, da dostikrat mravljinčenje na primer v rokah pride kot posledica preveč zategnjene in zakrčenosti mišice trapezius tukaj zgoraj, ki je lahko zaradi nekih prisilnih drž, stresa in tako naprej. Tako da kakšna masaža pa kakšne vaje za gibljivost, za mobilnost lahko zelo blagodejno pri tem pomagajo, no. Pa kakšen tisti valjček, ki ga mi ga dostikrat v studiu uporabljamo, da pač se mišice segrejejo pa malo prekrvavijo, da se malo posvaljkamo po tistem valjčku telovadnem, ne, tudi za noge pa tako lahko pomaga, da malo sprosti tisto tenzijo, ki lahko mogoče v bistvu je razlog za pogosto mravljinčenje.
Kaj pa gospa Marita sprašuje za vaše mnenje glede kalcinacije v desni rami in bolečin, še posebej po noči, ima tudi bolečine in pekoč občutek v desnem komolcu, boji se, da gre za kakšno vnetje, sicer pa dela za računalnikom že 30 let. Nekaj o vajah za ramena ste pa že povedali, a ne, Ja, tekom ja, ja. predavanja. Tisto velja tudi za ta Tako, primer? tako, tudi za ta, na primer. Če je sklep preveč razboljen, potem se pač začne z nekimi izometričnimi vajami, je pa treba tukaj tudi ugotoviti, ali ta bolečina v komolcu izhaja iz ramena ali je povezana s kakšno drugo stvarjo, ne. Zdaj kakšen ta teniški komolec je tudi lahko povezan s kakšno prekomerno uporabo miške, ali pa s kakšno preobremenitvijo, ali pa celo, če igra gospa tenis, se tudi kdaj lahko to zgodi, ni nujno, da je vedno povezano eno z drugim, ne. Je pa treba preveriti. Kakšenkrat stvari lahko izhajajo tudi iz vratne hrbtenice. Potem kakšen nasvet za obojestransko gonartrozo, to pa moram priznati, da ne vem, kaj pomeni. To je obraba. Tako, gospa redno dela vaje, preden vstane, vaje za koleno, 2-krat na dan si koleno tudi masira, da bi pospešila prekrvitev in morda tudi tvorbo siovinalne tekočine. Še kaj? Pri vseh obrabah sklepov je ključnega pomena vadba za moč. Močne mišice razbremenijo sklepe in s tem zmanjšajo obremenitev na sam sklep in s tem zaščitijo nadaljnjo obrabo, nadaljnjo pač obrabo hrustanca in pa tudi v bistvu zmanjšajo, razbremenijo sklep in s tem zmanjšajo bolečine. Je pa spet treba vztrajati nekaj časa, da se učinek res pozna. Gospa Jožica si pa res zasluži pomoč, ker v službi že vrsto let paciente dviguje in obrača v posteli in jo zato bolijo ramena. Kaj lahko naredi, da bo delo manj boleče? Rentgen ni pokazal kalcinacij, zdravnik pravi, da gre za vnetje, delati pa bo morala vsaj še 20 let. Tukaj bi priporočala, da mogoče kakšna ura s kineziologom, da tudi preveri malo te vzorce, način dvigovanja. Jaz vem, da če se gre za dvigovanje ali pacientov ali kakšnih takih stvari, ne moramo biti vedno optimalni, ampak vseeno se mi zdi, da kakšne gibalne vzorce, stabilizacijo, aktivacijo pravih mišic, da zaščitimo sklepe, se pa lahko naučimo. Tako da bi svetovala, da mogoče se malo še na to osredotoči, in pa v bistvu krepi tiste mišice, ki so najbolj obremenjene. Kot sem že prej omenila, če je na začetku prevelika bolečina, da začne s kakšnimi izometričnimi vajami, lažjimi vajami in potem tudi s tem napreduje. Ali se ob porušenju imunskega sistema priporočajo še kakšne posebne vaje? Ne, po moje v bistvu tukaj samo je pomembno, da se da tudi dovolj pozornosti na samo regeneracijo, kvalitetno spanje, prehrano in tako naprej, no, ker ni vadba edina, ker bo pač imunski sistem sestavlja, je treba pač malo bolj celostno pogledati. Gospa Silva ima zmerno degenerativno zožitev obeh forumnov C5, C6, cervikalne hrbtenice, ne obrača glave v levo več kot 30 stopinj in sprašuje, kako naj krepi vratne mišice, da je ne bo bolela vsak dan. Ima tudi začetno artrozo sprednjega atlantoaksialnega sklepa. Okej, ja. Predvsem za krepitev stabilizacijskih mišic je dobro, da delate čintak vaje, oziroma to, da se mogoče uleže na hrbet in da proba zadržati, da malček dvigne glavo od podlage in jo proba čim dlje časa zadrževati. Ampak je treba paziti, da ko se dvigne glavo, da se ne takole dvigne glavo proti stropu, ampak da se da brado dol, pa res minimalno, da se dvigne glavo v zrak, takole za 1 centimeter in se proba ta položaj držati. In s tem v bistvu krepimo stabilizacijske mišice vratu. Vseeno, če pa je res problem velik oziroma omejitev v samih rotacijah, bi pa res svetovala, no, da se gre k fizioterapevtu, da se prvo to funkcijo izboljša pa povrne, in se potem tudi tam v bistvu napreduje pa svetuje, kako pa kaj naprej. Vrat zna biti kar delikatno, tako da je težko samo z besedami povedati, kaj bi bilo najboljše.
Verjamem. Upam, da vas nismo že preveč utrudili, ker Ne, vprašanja še ne. kar prihajajo, a ne. Očitno imamo vsi veliko težav različnih. Tako da naslednjo je težava zaradi omejene gibljivosti kolen ter kolka. Pri vadbi na tleh, kakšne vadbe bi torej bile primerne za takšno osebo, ki vadbo lahko izvaja samo na stolu oziroma stoje? Aha, samo na stolu pa stoje. Mhm. V bistvu veliko je vaj za gibljivost kolkov in kolen tudi v stoječem položaju in v sedečem, tako da definitivno lahko skoraj vsako vajo. V bistvu lažje je prenesti iz ležečega položaja v stoječe pa v sedeče kot obratno. Tako da raznorazni tej, da ne vem, se postavi ob steno pa samo kroži s kolkom naven ali pa na noter. Zdaj težko tukaj razlagam, ker bi bilo fajn pokazati, ampak absolutno se da veliko vaj dobiti pač in za gibljivost in za krepitev tudi stoje pa v sede. Že samo ne vem, če se napiše na YouTube, pa se pogleda kakšne take vaje, se jih dobi ogromno, no, ki lahko pomagajo pri temu. Naslednja, gospa Kristina, pa tudi prosi za kakšne vaje, in sicer ima bolečine v levem kolenu in pronacijo stopal. Okej, ja. Kako ima v levem kolenu? Bolečine v levem kolenu in Aha, pronacijo bolečino. stopal. Ja. Pogostokrat pride pri pronaciji stopala, da tudi koleno malo bolj v X vleče, v ta valgus, tako da tukaj je dobro, da se čim več hodi bos, da se dela na tisti aktivaciji stopalnega loka, kar pomeni, da ne vem, da si da kakšno brisačko ali pa nekaj pod stopalo, pa da proba peto pa bazo prstov vleči skupaj, da v bistvu dvigne ta stopalni lok, da se ta stopalni lok začne aktivirati in da se ga spodbudi. Ena izmed priporočil je tudi mogoče testiranje bosonoge obutve, zato da spodbuja aktivacijo dejansko stopalnih mišic. Potem pri kolenu je pa potem spet ta vadba za moč. Zdaj, če bi jo mi imeli v studiu, bi preverili tudi, katere mišice so zategnjene, kje so tista odstopanja, da bi znali pač tudi povedati točno, katere vaje so za njo najbolj primerne. Ampak ja, vadba za moč sigurno bo pomagala za bolečine v kolenu, pa tista aktivacija za stopalni lok bo tudi pripomogla k temu, da ne uhaja še bolj v pronacijo stopalo. Še eno vprašanje je, kako je z vajami, ko nas velikokrat zagrabi v križu. To imamo vsi težave. Je to na začetku, ko je bolečina akutna, ali je primerno takrat samo raztegovanje na blazini? V bistvu, ja, zdaj pri akutni fazi je dobro, da se izogibamo še dodatni bolečini. Tako da definitivno neke vaje, ki smo jih mi bili navajeni prej delati, in ko nas nekaj useka, pač to damo malo na pavzo in iščemo kakšne razbremenilne položaje. Zdaj, če je to kot neki spazem mišični, ki v bistvu se zakrči, zategne, je mogoče dobro, da si ali malo segrevamo, najdemo razbremenilne položaje za hrbet, da se uležemo pa dvignemo noge v zrak, kakšne take stvari, da malo popusti, potem pa postopoma s čisto osnovnimi vajami nazaj se vpeljati v trening. Jaz v neki akutni fazi ne bi silila v neke intenzivne treninge, zato ker lahko stanje poslabšajo in tudi zato, ker ne vemo točno, kaj je vzrok tega. Tako da tle bi pač jaz malo bolj previdno, pa res mogoče samo tiste vaje, ki ne poslabšajo simptomov oziroma niso v bistvu se ne počutimo nelagodno, no, še toliko bolj. Še eno vprašanje, če ni preveč zahtevno. Ne. Kako je pri ženskah, ki trpijo za endometriozo, a ne? Ali se je potrebno izogibati zasukom in kroženju bokov? Ja, endometrioza lahko zna biti kar velik problem, predvsem zaradi tega, ker v bistvu to razraščanje materničnega tkiva lahko pripomore k temu, da se v bistvu naša fascija, mišične ovojnice začnejo tudi med sabo lepiti.
in potem to začne zategovati na različnih delih telesa in hkrati pripelje tudi do bolečin. Tako da jaz tukaj, predvsem, ko delam z ljudmi z endometriozo, dajem velik poudarek na vadbi za moč, s tem, da vključujem raztegovanje, pa vključujem diagonalne vzorce vaj. Torej, da stegnemo nogo, pa stegnemo tudi roko. Težko zdaj razlagam tako o vajah, no, ampak da v bistvu delamo bolj na raztegovanju in hkrati tudi na krepitvi. Tudi izometrične vaje so zelo koristne pri endometriozi, in tako naprej, no. Tako da tule neko zelo krčenje in skup vlečenja, take vaje mogoče niso najbolj primerne oziroma ne prinašajo tako dobrih rezultatov kot, bolj taka za odpiranje pa raztegovanje pa tako naprej. Tako da tudi vaje za mobilnost pa za gibljivost so zelo primerne pri endometriozi. Tako, upam, da smo na večino vprašanj zdaj odgovorili in se zahvaljujem Najri za res koristne napotke. Vsem udeležencem pa seveda, da ste jih poslušali. Še en zelo pomemben nasvet, ki smo ga danes slišali, je, da ne smemo predolgo sedeti, zato bomo naše druženje zdaj počasi zaključili. Pa upam, da ga še kdaj ponovimo, da lahko res pokažemo še kakšne vaje, ker očitno je potreba po vadbi kar velika, a ne? Ja. Tako. Današnji dogodek bo kmalu na voljo tudi v spletnem arhivu revije Viva, seveda pa ste lepo vabljeni, da se nam še kdaj pridružite tudi v živo. Želimo vam lep preostanek dneva.